This is a round book. Have you ever seen the round book? Dan, današnji vlog bo sestavljen pa iz 3 segmentov. Prvi segment bo sestavljen z avtomobilske predstavitve, veste, ki Hyundai predstavlja nov avto. What? You can also take the green one, no problem. Ta drugi del vloga bo sestavljen iz enega unboxinga. Imam kupenih paketov, ki jih moram odpreti, ampak en preprosto ni mogel počakati, zato ker z rdečim črkam pisati za Avo. Ta tretji del vloga pa, veš, v petek imamo s fanti v Celju basket, tako ob večerih. Pa se nas je en dan premalo nabral, pa sem pozval folk na Facebooku, če pridejo pomagati. In prvih 10 ali koliko že, ki si jih je prijavili, so prišli zraven, pa smo skupaj odigrali en basket. No, zdaj sem pa že tukaj, kjer je predstavitev v Šentjakobu in tole je ta avto, zaradi katerega sem prišel sem. Tole je Hyundai Ioniq, ampak Ioniki so 3, veš, navadni hibrid, električen, pa tale, priključen hibrid. Priključen hibrid, veš, kaj pomeni, ne? Da ga lahko tudi sam na štrom preklopaš. Zdaj, v najboljšem primeru, če ga polniš doma na šuko vtičencu, je lahko njegova baterija skoraj polna tam v ene 2 urah pa pol. In to pa valjda med drugim, saj v teoriji pomeni tam okrog 60-63 km električnega dosega. Kakšna bo pa praksa, pa valjda ne vem, avto še nisem testiral. Še motor pokaž! Tako razgleda en del pogonskega sklopa, sestavljajo ga valjda 1,6 litrski bencinski motor, drugi del predstavlja elektromotor, tretji del pa valjda še baterija s kapaciteto 8,9 kWh. Sad ga zanima, pri hibridih pa električnih avtih, koliko je kufra. Situacija, kakor vidiš, še zdaleč ni alarmantna. Je pa Hyundai precej ponosen na to, mislim, oni temu pravijo inovativna uporaba materialov. A veš, notranje obloge vrat so iz neke vrste naravne plastike, kar pa ne pomeni, da ni trda. Pa obloge podna v avtu so recimo iz surovin sladkornega trsa. Pa take fore. Pa še eno stvar zna ta avto. A veš, da zna za 2 km naprej zračunati oziroma pogrunta, kakšni bodo vzponi, kakšni bodo padci in pol prilagodi delovanje pogonskega sklopa. Na vsak možen način se proba optimizirati, da je pol poraba na konc dneva čim manjša. Kar se pa cene tiče, pa tako. Na voljo imaš 3 opreme, kako točno se imenujejo, ne vem več, zato ker sem pozabil. Ampak bolj pomemben podatek je to, da ta avto dobiš za 28 990 in v to ceno je že vračunan popust uvoznika. Pa moraš pa zraven pa šteti še državno subvencijo, ta je 4,5 jurja, kar pomeni, da ta avto za mano stane 24,5 jurja. Od oka. A če je to dobra cena? Če mene vprašaš, je, to je obenem tudi 1,5 jurja dražje od navadnega Ionika hibrida. In s tem podatkom se zaključuje report s tere domače predstavitve. Tale unboxing se bo zgodil zato, ker se Avi Faced mudi. A veš, gor na pošiljki piše za Avo. Come here, we're gonna open this together. You come sit with me. Open the box. Take this part and pull it. Harder. There you go, you got this. Wow, what is this? Zdravo, Ciril, moje ime je Tanja in sem avtorica Little Me Tomorrow, prve okrogle otroške knjigice z lesenim ročajem, ki se ponaša z ročno ugraviranim imenom otrok. Look at this, this is your name engraved in wood. What are these letters? A-V-A. This is a round book. Have you ever seen the round book? Enostavno, lahko berljivo besedilo v slogu rim otrokom predstavi hobije. Ready for the real adventure from the top of the hill, where downhill is a thrill as well as a skill. Od 26. februarja naprej jo lahko naročiš na Kickstarterju. Tanja, hvala za okroglo knjigo. Ja, veš kva? Kar neki se nas je zbrali. Pa zdaj mi je že malo žal, da sem rekel, naj se prijavijo tisti, ki znajo vsaj približno košvar, zato ker če ne bo tole umor na igrišču, da se bojo znesli nad plešastim bajsekom. Rek vam je Matic prinesel. Matic, hvala. Prvih 10 minut je meni, boče ena malo hecna, zato ka moram kriti komotarja. A ga veš? Jaz sem odres posodil, ki ni bilo dosti rdeči. Znaš pa, kar se kvalitete pa atletskih sposobnosti tiče, Te prvi koš, ki je bil zabijen. Pa veš, da jaz nimam tukaj iskati. Daj mu ljubčka pošljeno. Cirilu? Ja. Tekme je konc, črni smo, izgubili. Meni smo se pa fajn, ki s to mater.